Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili, kaj pomeni demokracija. Beseda demokracija izhaja iz grških besed demos, kar pomeni ljudje, in kratos, kar pomeni moč oziroma vladanje. Torej demokracija v osnovi pomeni vladanje ljudstva. Demokracija se je sprva začela kot neposredna demokracija v grških mestih, zlasti v antiki, v Atenah, kjer so se ljudje zbrali, da bi govorili o svojih skrbeh in mnenjih pred vladarji mestne države, ter neposredno glasovali o novih pravilih in zakonih. Prav Atene pa veljajo za zibelko demokracije. Torej prvič so odločitve sprejemali ljudje namesto vladarjev. A žal antični Grki niso enakopravno obravnavali vseh ljudi. Sužnji, ženske, otroci in ljudje brez zemlje niso smeli glasovati. To danes imenujemo pomanjkljiva demokracija. Potem, ko so Grki izgubili moč in vpliv v 1. stoletju po Kristusu, so njihove zgodnje oblike demokracije počasi izginjale, dokler ni bila leta 1215 podpisana Magna Carta, ki je preprečila, da bi kralj Anglije počel karkoli bi želel, ter odločila, da se mora tudi kralj držati pravil in zakonov države, pisanih v ustavi, in upoštevati parlament pri njegovih odločitvah. Danes so večina demokracij posredne ali predstavniške, kar pomeni, da sami ne moremo glasovati za nov zakon. Lahko pa glasujete za ljudi, ki postanejo zakonodajalci in predstavljajo vaše interese. A demokracija ni le glasovanje, gre za vse, kar ščiti najboljše interese ljudi, ne glede na njihovo raso, spol, politično mnenje ali vero. Ti interesi lahko vključujejo človekove pravice, kakovost življenja, infrastrukturo in še veliko več. Moderne demokracije razdelijo moč na 3 različne veje. Zakonodajalno, ljudje, ki sprejemajo zakone, izvršilno, ljudje, ki poskrbijo, da se držite zakonov, in sodno, ki vas sodijo, če ste storili zločin. Te 3 so neodvisne in deluje po postopku preverjanja in ravnovesja, kar pomeni, da mora biti vso delo jasno in pošteno. In zelo pomembno je, da tudi ljudje, ki imajo moč, spoštujejo zakon in ne presegajo svoje pristojnosti. Poleg tega mora demokratična vlada delovati na način, ki odraža želje, občutke in vrednote družbe, ki jo upravlja. To je znano tudi kot splošna volja, kar je koncept, ki ga je razvil švicarski filozof. Eden od problemov demokratičnega glasovanja je, da imajo največjo moč vedno največje skupine ljudi. Zato dobra demokracija tudi ima zakone, ki ščitijo pravice manjših in šibkejših skupin. Demokracija, v kateri večina izbere, da loči, izključi, izžene ali poškoduje manjšino, ni delujoča demokracija. Sedaj pa v komentar napišite, kaj si vi mislite o demokraciji. Winston Churchill je nekoč rekel: demokracija je najslabša oblika vladavine, razen vseh drugih oblik, ki so bile poskušane od časa do časa. Jaz pa pravim, v življenju ni nič zaporednega. Dobro ne vodi v dobro in slabo ne vodi v slabo. Politik lahko laže in je izvoljen. Tat lahko krade in ga ne ulovijo. Ti pa delaš dobro in na koncu dobiš slabo. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.